Jaz bom v nasprotju s mojimi cenjenimi predhodniki se ne bom toliko dotikal makroekonomskih tem. Nekako sem bil naprošen, da spregovorim o dveh področjih, ki imata eno skupno točko. Govoril bom o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in seveda o turizmu. Skupna točka je seveda ta, da imamo v Sloveniji skupna točka je ta, da seveda slovensko gospodarstvo, če želimo narediti korake naprej, seveda mora biti še naprej odprto. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, v bistvu ustvarjamo samo 1/3 oziroma še manj prihodkov na tujih trgih in tako majhna ekonomija, kot je naša, seveda mora se še bolj kot kdajkoli doslej povezati in usmerjati in biti prisotna na tujih trgih. Če pogledamo najuspešnejša slovenska podjetja, seveda so že zdavnej naredila ta korak in o tem mislim, da res ne kaže izgubljati besed. Mogoče nekaj besed res o turizmu. Zakaj sem si sposodil to misel prvega človeka svetovnega turizma, gospoda Taleba Rifaja, ki je pred leti tudi bil v Sloveniji. Tourism has the power to change the world. Številni voditelji tudi najbolj razvitih svetovnih gospodarstv zelo veliko vlagajo in veliko govorijo o turizmu. Vemo, da sicer turizem nikoli ne bo dosegel tistih gospodarskih učinkov, kot recimo nekatere druge veje gospodarstva, pa vendarle prinašajo v prostor še kako potrebno odprtost, še kako potrebno razumevanje širine. In seveda tudi uravnotežen regionalni razvoj in pa seveda tudi nekaj ekonomskih učinkov. Poglejmo si zelo na hitro, kakšno je stanje na področju turizma v Sloveniji. Kot vidite na tem grafu, je v zadnjih letih slovenski turizem rastel hitreje, kot je rastel turizem v svetu in v Evropi. Posebej kaže omeniti obdobje tam od leta 2003 naprej, ko se je začel en investicijski ciklus, začele so se številke in če pogledamo graf desno zgoraj, vidimo, da se, kar je najbolj pomembno, seveda, ker turizem je gospodarska panoga, da se približujemo v bistvu magični meji 2 milijard evrov, ki mislim, da jih bomo dosegli v letošnjem letu. Govorim o deviznem prilivu, se pravi, govorim o prihodkih, ki jih ustvarjajo tujci oziroma tuji turisti. No, če gremo naprej, vidimo, da so tudi same napovedi seveda pozitivne, da turizem bo tudi v bodoče najverjetneje prinašal v prostor dodano vrednost, prinašal seveda pozitivne gospodarske učinke. No, če gremo še naprej, vidimo, da v letu 2010, podobno je v letu 2011, bom kasneje spregovoril, seveda smo ustvarjali največji turistični promet v poletnem času, vendar zakaj je ta slajd v bistvu uvrščen tukaj v to prezentacijo? Ravno zaradi tega, ker je v bistvu ta odmik, ta desezonalizacija v bistvu v Sloveniji najmanjša med praktično vsemi evropskimi državami in to je en od naših strateških ciljev. Če pogledamo še, katere so tiste države, od koder prihaja največ turistov, tradicionalno na prvem mestu seveda Italija, sledijo Nemčija, Avstrija in ostale države. Vidimo, da seveda bližina trgov je največjih emitivnih trgov je seveda naša prednost. Zanimivo je pogledati tudi tiste trge, se pravi najhitreje rastoče trge. No in tukaj je, kot je prej dr. Turk govoril,
zelo pomembno je uveljaviti tiste ukrepe, ki nič ne stanejo. In v bistvu liberalizacija viznega režima je seveda prinesla svoje in zato tudi visoke stopnje rasti iz določenih držav. Tako približno je rasel svetovni turizem. Vidimo, v letošnjem letu so napovedi nekje okrog 4%, kot bomo videli, oziroma nekaj smo si že ogledali. Slovenski turizem v letošnjem letu, kar se tiče mednarodnih prihodov in prihodkov in tudi nočitev, raste približno še enkrat hitreje. Tako da imeli bomo v letošnjem letu, to lahko danes že rečem, pač rekordno turistično sezono oziroma leto in pa nekje stopno rasti okrog 10%. Kaj pomeni turizem? Po metodi WTTC-ja že 12% bruto domačega proizvoda, pomeni v bistvu že 40% izvoza storitev in pa, kot vidimo, po podatkih Banke Slovenije, resnično zelo ugodne kazalnike, kar se tiče letošnjega turističnega leta. Vidimo skoraj da 10% rast deviznega priliva oziroma izvoza potovanj, kot se po novem reče. No, če si pogledamo naslednji slajd, zelo pomemben strateški cilj je seveda konkurenčnost. Ta se je tudi v 4-5 letih močno izboljšala, iz 57. mesta smo sedaj že na 33. mestu. Dolgo časa smo govorili, da smo višje uvrščeni na svetovni lestvici kot slovenska nogometna reprezentanca. Ta je začasno bila seveda bolj uspešna in nič narobe. Šalo na stran. Ja, povečati konkurenčnost je seveda ves čas en zelo pomemben cilj. Konkurenčnost seveda pomeni eno dolgoročno stabilnost, pomeni eno umestitev v družino najbolj razvitih turističnih držav na svetu. Ostali indeksi, ki so navedeni, jaz jih ne bi ponavljal, mogoče samo od indeks svetovne konkurenčnosti od AMD-ja, kjer je Slovenija uvrščena v bistvu zelo nizko, na 51. mesto, kot vidite, področje turizma, eden od najpomembnejših kazalnikov, tam smo pa uvrščeni na 10. mestu. Izhodišča za nadaljnji razvoj so zelo jasna, izzivov je kar nekaj. Mislim, da imamo zelo jasno vizijo, kaj želimo s turizmom narediti. Naši ključni atributi so zapisane na tem slajdu, tudi usmeritve. Ravno kar se nam je pridružil gospod Junger, mislim, da smo vsi veseli. Če smem, navedeni cilji so predvsem trije, tako kot sem rekel, povečati konkurenčnost, povečati obseg in pa seveda trajnostni razvoj turizma je zelo pomembna stvar, k temu smo zelo zavezani v slovenskem turizmu. No, ko govorimo ravno o tem, mogoče za en intermezzo, te dni poteka londonska turistična borza in ravno včeraj je Slovenija prejela v bistvu nagrado za najboljšo stojnico na celi londonski borzi, na kateri je pristopno več kot 100 držav za našo stojnico I Feel Slovenija. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni na tem dejstvom. Ja, hvala lepa. Pred nami je novo strateško obdobje, slučajno sovpada tudi seveda z, bom rekel, novim mandatom. Vsakih 5 let namreč slovenski turizem skladno z zakonom dobi oziroma ustvarjamo novo turistično strategijo. Vsebine so klasične, ne bi vas s tem preveč obremenjeval, ker je čas seveda vrednota. Želel bi samo poudariti, da seveda smo
tesno vezani na evropsko turistično politiko, kjer igramo pomembno vlogo in vsi ostali strateški dokumenti iz področja turizma seveda so vezani na tesno sodelovanje slovenskega turizma s svetovnimi in evropskimi inštitucijami. No, če mogoče pred koncem, da predem zaključim s področjem turizma, v bistvu še enkrat pritrdim temu, kar je bilo malo prej rečeno. Opozoril bi tudi to cenjeno občinstvo, da seveda v slovenskem turizmu še zdaleč ni vse idealno. Veliko je stvari, ki nas žulijo in na katere smo opozarjali, predvsem turistično gospodarstvo. Bilo je sprejeti kar nekaj, bom rekel, enostranskih potez v normativnem delu, ki so bile na škodo slovenskemu turizmu. Mogoče najbolj medijsko izpostavljen ukrep je bil seveda uvedba zimskih počitnic v enem terminu, kjer je slovensko turistično gospodarstvo dokazano trpelo za več kot 20 milijonov evrov izpadov prihodkov in mislim, da si seveda Slovenija ta trenutek tovrstnih eksperimentov nekako ne more in ne sme privoščiti. Ne bom šel skozi vse ostale, mislim, da je prav, da smo jih navedli. Kar se tiče internacionalizacije, tukaj pripravljamo en nov ukrep oziroma nov akcijski načrt. Poudarjam, to bo partnerski dokument, ki ga želimo in moramo pripraviti skupaj s slovenskim gospodarstvom. Gospodarska zbornica Slovenije ima pripravljen en zelo ambiciozen načrt za zelo jasno podporo gospodarstva oziroma najpomembnejših slovenskih podjetij. In seveda naša naloga je pripraviti takšen načrt, ki bo seveda v sozvočju in ravno v teh dneh ta dokument tudi dobiva bolj konkretne obrise. Jaz se bom fokusiral samo na področje tujih neposrednih investicij. Mislim, da gre za pomemben del izhoda tudi iz kriznih razmer. Potrebno je povedati, da to je povsod po svetu, tako je tudi pri nas, seveda, da pomen vseh vlagateljev seveda je izjemno velik. Vlagatelji prinašajo praviloma seveda svež kapital, vemo, kakšne so težave na finančnih trgih sicer, prinašajo novo znanje, prinašajo seveda nova delovna mesta. Naj povem, da se je v zadnjih mesecih povpraševanje po ukrepih oziroma subvencijah države na tem področju skokovito spremenilo. Spremenili smo tudi način komuniciranja s potencialnimi investitorji. Namesto obiskov splošnih sejmov in sodelovanja na praktično vseh možnih delegacijah smo se fokusirali v specializirane individualne razgovore in resnično najavljam velike spremembe tudi na tem področju. Tako da bi predlagal, da gremo s tem slajdom naprej. Rekel bi za Slovenijo, da ima kljub določenim težavam, o katerih bom spregovoril na čisto zadnjem slajdu, dober potencial za privabljanje tujih investicij in hkrati slab izkoristek. In to je tisto izhodišče, tista točka, na kateri seveda moramo začeti, oziroma verjamem, da smo že začeli, moramo seveda nadgraditi naše aktivnosti. Dejavniki so seveda ekonomski, regulatorno-politični in pa seveda splošni dejavniki. Poslovno okolje, tukaj se kaže seveda posebej ustaviti. Po vseh možnih analizah dejansko tukaj Slovenija ta trenutek ponuja slabo poslovno okolje in to je ena od ključnih stvari, ki se jih da spremeniti. Da se jih spremeniti tudi brez dodatnih finančnih sredstev, ves čas to poudarjamo.
če pogledamo, ta graf je zelo zanimiv. Pomembnost posameznih ovir za tuje investitorje, vidimo, da smo v zadnjih nekaj letih, se pravi od leta 2007 pa do 2010, praktično pri vseh kazalnikih nazadovali. In to je tisto izhodišče, o katerem sem govoril malo prej. Ovire, ki jih je nujno treba odpraviti, in tukaj seveda je potrebna politična volja, seveda sestavni del konkretnega programa ukrepov, se dotikajo seveda samega stroškovnega vidika, predvsem pa bi govoril o trgu dela, o nefleksibilnosti trga delovne sile. To je velik problem. Mnogi gospodarstveniki na to resnično direktno opozarjajo. In govor je bilo danes že tudi o težavah pri nakupih zemljišč. Tukaj mislim, da je to stanje resnično alarmantno na vseh področjih. Naj povem samo en primer. 7 let je trajalo, recimo, da je prišlo do investicije v postavitev ene 4-sedežnice na Pohorju. 7 let. Tovrstne ureditve resnično nima nobena druga država znotraj Evropske unije. Jaz bi v bistvu želel bi končati v bistvu optimistično, kljub vsemu. Želel bi deliti z vami v bistvu eno misel, da privabljanje tujih investicij, nasploh internacionalizacija, mislim, da mora postati na vrhu, da mora postati ena misel oziroma en atribut na vrhu vsakega gospodarskega programa. Zato ima seveda tudi v programu Slovenske demokratske stranke internacionalizacija pomembno mesto. Slovenija je pokazala v preteklosti, da je odprta, da znamo komunicirati s tujino. To se kaže seveda na vseh področjih, vključno s turizmom. Hvala lepa.